Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije Jaz. Tokrat smo se za vas ustavili v Ljubljani pri poslanki Evropskega parlamenta, gospe Tanje Fajon, ki pripada poslanski skupini socialistov in demokratov, torej da se z gospo malo pogovorimo o teh evropskih temah, ki se nekako tudi dotikajo Slovenije. Tako da, gospa Tanja Fajon, lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Nekako v teh dneh oziroma v tem decembru, ko se nekako tudi končuje to predsedovanje Evropskemu svetu Slovenije, pa morda vaš pogled na to predsedovanje, ki ga je v tem zadnjem pol letu tudi izvajala Slovenija, kako vi gledate na ta čas tega predsedovanja? Zdaj, predsedovanje ene države na čelu Sveta Evropske unije je izjemna priložnost, zlasti za majhne države, za promocijo države lahko pokažeš, kaj znaš. In Slovenija je imela tokrat drugo priložnost, da je vodila Evropsko unijo. Zdaj, v tem obdobju, ko smo skozi epidemijo, ko se prebijamo skozi COVID, skozi obnovo gospodarstva, okrevanje, smo se predvsem ukvarjali z epidemijo, tudi z razdeljevanjem evropskega denarja. Lahko rečem tako pod črto, da slovenska administracija v Bruslju je zgledno opravila delo, ni bilo nekih velikih dosjejev, kjer bi bila velika pričakovanja, ampak tisto, kar je bilo treba, vsaj kar slišim na tehnični ravni, v pogajanjih oddelati, je administracija oddelala dobro. Tisto drugo, kar pa je škoda in je zamujena priložnost, pa je, da smo vendarle pustili nekje slab pečat, predvsem za to slabo komunikacijo predsednika vlade, ko je pripeljal, povabil evropske poslance recimo v Slovenijo, da bi pregledovali stanje demokracije, pravne države, pa je potem zadnji trenutek odpovedal sestanke, tudi vsi ministri niso sprejeli delegacije, nazadnje so bili celo žaljivi tviti po socialnih omrežjih, tudi že pred začetkom predsedovanja napadi na tuje novinarje, tudi tuje diplomate. To je pa tisti slab pečat, črn oblak, kjer je Slovenija v bistvu zamudila priložnost, da bi res izkoristila to predsedovanje za eno zgodbo o uspehu. Tako da meni je po svoje žal, da nismo nekje uspeli pokazati ljudem, da smo Slovenija polna potencijala in lepih priložnostih, kjer lahko ljudje delujemo solidarno in smo povezani. Tujci na koncu imajo bolj občutek, da smo ljudje v Sloveniji skregani, da marsikje institucije ne deluje. Imeli smo zgodbo z neplačevanjem Slovenske tiskovne agencije, z neimenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in vse to je pustilo en grenak priokus. Ampak kako se da tam v parlamentu nekako na Slovenijo vseeno gledajo, ko se vse to dogaja tu v teh naših krajih? Zdaj to je moj tretji mandat v Evropskem parlamentu in zgovorno je dejstvo, da smo v tem letu trikrat govorili o Sloveniji na plenarnem zasedanju, kar pomeni, da je v Sloveniji očitno nekaj narobe. Govorili smo o političnem vmešavanju v medije, govorili smo o stanju demokracije in pravne države in nenazadnje z resolucijo opozarjali tudi na pravosodje v Sloveniji, na to, kako morajo delati neodvisni tožilci, neodvisno sodstvo, na zamude v postopkih, na zmanjševanje sredstev za tožilstvo in vse to seveda govori dovolj zgovorno, da ljudje v Evropskem parlamentu, v evropski politiki zaznajo, da v Sloveniji niso vse vrednote, norme, standardi spoštovani tako, kot bi bili morali biti in da se marsikdaj sliši tudi po evropskih hodnikih, da je Slovenija, politika uradna, zelo blizu Madžarski, Poljski. To sta pa dve državi, ki sta danes v postopku zaradi kršitev evropskih vrednot. Ampak vseeno se nekako vlada hvalisa oziroma predstavlja tudi neke uspehe, pa morda, kako gledate, na vseeno so sprejeli nek program okrevanja v času predsedovanja. To pa je vseeno neka, lahko človek rekel, pozitivna zgodba, ki jo je vseeno vlada pripravila v tem času.
Ti programi okrevanja so obveza vseh evropskih držav, vse države so jih morale pripraviti zato, da lahko črpajo evropska sredstva. Evropska unija je v času epidemije sprejela zelo pomemben, ambiciozen, zgodovinski sklad, načrt, ki zajema velika, znatna evropska sredstva za pomoč gospodarstvom, za pomoč po okrevanju epidemije, za zagon, za velike investicije. In tu je seveda Slovenija pripravila svoj akcijski načrt, ampak vprašanje je, kako bomo zdaj porabili ta sredstva, ki so na voljo. Seveda en del bo sredstev, ki jih moramo tudi vrniti v nadaljevanju, ampak ali smo bili res dovolj ambiciozni? Stroka v Sloveniji, nevladni sektor, tudi sindikati, marsikdo je kritiziral, da v pripravi načrta niso mogli sodelovati. Da je bil načrt za zaprtimi vrati sprejet, da ni bilo neke široke razprave in da pri sprejemanju načrta tudi ekonomisti opozarjajo in nismo imeli pred očmi velike razvojne slike za 10-20 let, kam bomo vlagali denar. Zdaj prednosti so seveda zelena infrastruktura, digitalna preobrazba. Ali bomo zadosti sredstev namenili za to, ali bomo veliko denarja dali zdaj v neke majhne projekte, ki bodo rešili mogoče kratkoročno neke zadeve, bližajo se tudi volitve nenazadnje, tudi to je velika priložnost, ko se rado deli denar, ampak ali smo imeli res dovolj te prihodnosti pred očmi? Tu pa je strani stroke precejšnja kritika, ampak jaz mislim, čas bo pokazal, kako bomo na koncu sposobni denar, ki nam je na voljo, tudi porabiti, ali so bili te projekti, ki so danes začrtani, tudi izvedljivi, realni. Kdaj se lahko pričakujejo prvi razpise iz tega, bom rekel, mošnjička? Začrtano je že kar veliko projektov, v katero smer bo šlo. Zdaj to poteka na eni strani preko ministrstev, ki se bo koordiniralo, in takrat informacij bo mislim, da dovolj, zato da bo si vsak lahko ali kandidiral ali prijavil na razpise preko ministrstev v Sloveniji ali en del tudi preko Bruslja neposrednjo, ker gre tudi za čezmejne projekte, kjer se morajo povezovati lokalne skupnosti, različni akterji, predvsem pa imeti pred očmi to, kaj je tista prednost, ki jo bo Evropa v naslednjih letih financirala. To pa še enkrat pravim, danes smo v obdobju velikih podnebnih sprememb, ko si želimo zagotoviti varna delovna mesta na način, da bodo vzdržna tudi za okolje. Torej, z digitalizacijo, z prenosom dela tudi v veliki meri na spletna omrežja, vse, kar nam ponuja danes naša prihodnost za varnost dela, za zelena, zdrava delovna mesta, za zeleno infrastrukturo, vse to bo prihodnost, ki jo bo financirala Evropska unija. Spravi, pri predsedovanju Evropski uniji oziroma Svetu Evropske unije so ti 3-letni cikluse. In dejansko smo sedaj za zaključkom našega predsedovanja na teh 2 letih pa pol, spravi še polletno nas čaka sedaj naprej. Pa morda, če pogledate to 3-letno zgodbo, ki sedaj se poteka, kako smo lahko pa z vsem tem zadovoljni? No, zdaj smo v Evropskem parlamentu, tudi Evropska komisija, institucija na polovici mandata, 5-letnega mandata. Slovenija bo zaključila predsedovanje, zaključuje, prihaja Francija, ki ima tudi volitve aprila, tako kot Slovenija, tako kot Madžarska, bo zelo volilno leto, to novo leto, ampak Evropska unija je hkrati nekje na razpotju. Mi danes smo sredi razprave o prihodnosti Evropske unije. Mogoče je to celo zadnja priložnost za resno razpravo z ljudmi. To je tudi namen te konference, ki poteka pravzaprav 2 leti, da vidimo, kam želimo to Evropsko unijo peljati in kaj je tudi vloga Slovenije. V tem jaz pogrešam več razprav v Sloveniji, ker za nas je močna, enotna Evropska unija izjemno pomembna. Mi smo ranljiva država, mi imamo močno izvozno orientirano gospodarstvo, smo odvisni od skupnega trga, tako da za nas je ta močna Evropa res izjemno pomembna. Zdaj,
Kriza zdravstvena je nakazala, da potrebujemo več harmonizacije, ko gre za zdravstvene sisteme. Nastavili smo zdaj temelje zdravstvene unije, tudi za velike investicije v znanost, razvoj, raziskovanje, če govoriva samo kar zadeva zdravstveno področje, ki je sicer v domeni nacionalnih držav. Vse to bodo izzivi prihodnosti zdaj za okrevanje gospodarstva, za vzpostavljanje zdravstvene unije, ne nazadnje tudi za vzpostavljanje zaupanja nazaj med državami, da bomo sposobni znotraj Evropske unije jasno definirati, kje želimo imeti več pristojnosti v svojih državah, kje pa potrebujemo več pristojnosti, ki jo koordinira Bruselj. To se je recimo izrazito izkazalo skozi zdravstveno krizo, da je recimo koordinacija s cepivi bila zelo potrebna, da je bila koordinacija z zapiranjem in odpiranjem mej zelo potrebna in da tu morajo vlade med sabo sodelovati. In to je zdaj ta debata, kam Evropska unija gre, kakšna bo v 10-20 letih, ki so pred nami. Kakšno je to zaupanje med sosedami znotraj šengenskega prostora, ko je vojska na meji? Recimo, Avstrijci imajo na naši meji vojake, ki dejansko ljudi kontrolirajo. Kakšno je to zaupanje med dvema sosedama? Zaupanje mogoče je pa to verjetno bolj psihološka metoda, da se prestraši ljudi, da ne trgujejo nezakonito z ljudmi, da ni nezakonitih prehodov meja. Zdaj, če govoriva, kaj se dogaja na naših mejah, slika ni ravno optimistična. Ne na zunanjih mejah, ne na notranjih mejah. Šengenski prostor, ki je vsem ljudem nekaj najbolj simboličnega, otipljivega, da mi danes potujemo brez nadzorov na mejah, brez potnih listov ali pregledovanj, nam je postalo nekaj samoumevnega, ampak skozi migrantsko krizo pred leti, tudi zdaj skozi epidemijo, se kaže tudi skozi varnostna tveganja v Franciji, teroristični napadi ali v Belgiji, se kaže, da imamo države, ki že leta izvajajo občasni notranji nadzor na mejah in kršijo pravila šengenskega območja. S tem je v bistvu tudi Schengen, kot ga poznamo, ogrožen, ni tak, kot smo ga navajeni in ravno zdaj spet poteka reforma, ki jo predlaga Evropska komisija, kako spet v tem prostoru postaviti pravila, ki bodo za vse delovala enako in vsem vladam narekovala, kdaj lahko in v kakšnih situacijah zapirajo meje in za kakšno obdobje. In ko bomo enkrat uspeli spet vzpostaviti Schengen, kot ga poznamo, recimo Avstrija, Nemčija, Francija, vse do Skandinavije so države, ki imajo danes občasne zapore meja, ko nam bo enkrat uspelo te zapore odpraviti, bojo verjetno tudi zunanje meje Evrope bolj varne. To je povezano danes med sabo. Čim imamo mi en velik priliv nezakonitih migracij, potem se zapirajo notranje meje. Tudi zunanja varnost je izjemno pomembna. Mi smo v Evropi v zadnjih letih naredili veliko ukrepov za zaščito zunanjih meja in praktično na evropska tla danes pride zelo malo beguncev ali ljudi, ki so upravičeni do mednarodne zaščite. Še vedno pa je velik izziv za Evropo nezakonita migracija, boj z kriminalnimi združbami in pa s trgovino z ljudmi. Kakšno vi vidite to prihodnost šengenskega sistema? Torej, kdaj bi morda lahko pričakovali, da se bodo meje sprostile? Težko napovedujem, ker se ukvarjamo s to šengensko reformo sama v Evropskem parlamentu, zdaj že leta. Imeli smo praktično že dogovor, pa so evropske vlade potem potegnile kratko, niso našle političnega poguma, da bi res nazaj obnovili Schengen. Tako da je to zgodba, ki se nesrečno vleče zdaj že nekaj let. Čuti se ene dva tabora znotraj Evropske unije, države, ki bi si želele več pristojnosti na nacionalnih mejah in države, kjer jim je Schengen zelo pomemben. Slovenija zagotovo sodi med te države, ker jaz se še vedno spomnim, kako velika je bila simbolika ali kako so se nam izpolnile sanje, ko smo res odpravili meje. In si želim, da bi živeli brez meja in ne podpiram politike ograj, žičnatih in zidov, ki so v zadnjih letih močno začeli deliti Evropo. Evropski poslanci so dejansko tudi, oziroma ste imeli tudi razpravo
o stanju demokracije in pravne države v Sloveniji. Pa morda, koliko še mi smo sploh pravna država, glede na vse zadeve, ki se okoli nas dogajajo, pa morda nedavno nazdaj je bilo tudi potrjena ta odločitev Ustavnega sodišča, da tisti odlok za javne uslužbence cepljen prebolel je neustaven. Zdaj, jaz vidim, da pravosodje ali pa tudi Ustavno sodišče deluje, tudi javne institucije delujejo, ampak obstaja resna grožnja zaradi političnih pritiskov, zaradi kadrovanj, zaradi poseganja v sisteme, da se demokracija močno načenja in tudi ti glavni podstati naše države. Tu mislim na pravosodje, na policijo, na vojsko, na svobodne medije. To grožnjo priznavajo tudi evropske institucije, ne nazadnje ta delegacija, ki je bila v Bruslju, tudi decembra je bila glavna evropska tožilka na obisku v Ljubljani, ki je povedala, da se zaveda izzivov v tožilstvu, v neodvisnem sodstvu, da ko enkrat država preprosto eno leto vleče postopke neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev, ko skuša in tudi zmanjša sredstva za njihovo delovanje, da so vse to metode, ki načenjajo neodvisno sodstvo, neodvisno tožilstvo. In to njeno jasno sporočilo tožilcem je bilo: niste sami, tu so evropske institucije, bodite dovolj korajžni, da poveste na glas, kaj se v Sloveniji dogaja. Tako da to je pomembno sporočilo. Evropske institucije nadzorujejo stanje demokracije, pravne države v Sloveniji, verjetno pa vseh težavah, ki smo jih imeli, tudi z tem finančnim izčrpavanjem Slovenske tiskovne agencije, ki je bilo politično motivirano, tudi ne nazadnje zdaj z precej grobim političnim posegom v nacionalno radiotelevizijo, da smo toliko bolj pod drobnogledom. Mi smo res v Evropskem parlamentu pred kratkim spet poudarjali, da je potrebno pri nadzoru evropskih vrednot in norm imeti jasne mehanizme, kako ukrepati. Do zdaj teh ni bilo, zdaj imamo ta mehanizem pogojevanja z evropskim denarjem. Torej, če država oziroma vladajoča elita krši skupna pravila Evropske unije, se ji lahko odvzame evropska sredstva. Primer Madžarske, kjer je vlada izrazito posegla tako v medije, tako v ustavo, tako v pravosodje. Država je v postopku 7. člena za odvzem glasovalnih pravic, da lahko taki državi, ki dobiva največ sredstev iz skupne evropske blagajne, na koncu odvzameš evropska sredstva, če ni več drugega izhoda. To je zdaj zelo resna debata, da preprosto državam, ki prejemajo evropski denar, se tega ukine, če ne spoštuje evropskih vrednot. To je grob izhod v sili, na koncu je to strošek vlade, ne bo prizadel ljudi, ampak vlada bo morala kriti izgubo evropskega denarja. Torej, bliža se leto 2022, je tako rekoč pred vrati. Pa morda, kakšni so obeti za to prihajajoče leto? Zdaj, eno je, kakšni so obeti, eno je, kakšne so želje. Jaz bi si seveda želela, vsi smo utrujeni, za nami je težko obdobje spopadanja z epidemijo, s koronavirusom. Tudi veliko ljudi, ki je izgubilo življenje, prizadeto gospodarstvo, hude stiske mladih, stiske ljudi. In jaz si zelo želim, da bi prišli ven iz tega obdobja epidemije, da smo končno zdaj skoraj 2 leti potem, da bi lahko normalno zadihali. Se mi zdi, da nas je vse do neke mere epidemija spremenila, tudi zelo omejila socialne stike, da tudi mlada generacija bo čutila posledice. Če rečem, da naj bo leto 2022 predvsem zdravo, mislim, da je najboljše sporočilo, da ohranimo zdravje, to je tisto, kar ljudje praktično največ imamo. Epidemija je razkrila, da potrebujemo javne sisteme, da ljudje lahko pridejo do zdravnika, vsi pod enakimi pogoji, takoj, ko je treba.
enako velja za šolstvo. To vse si želim za naslednje leto, da bo mirno, da bo zdravo, da bomo najdli tudi eno tisto pomiritev. Danes socialna omrežja so polna nestrpnih zapisov, žaljivk, diskreditacije, tudi laži, tako med politiki, ne nazadnje, tako v medijih, tako se to prenaša tudi med ljudi in je čutiti en tak razdor oziroma veliko slabe volje, veliko apatije, veliko nezaupanja. Tako da vse to je mogoče priložnost, da bolj zadihamo zdravo naslednje leto in pogledamo, da zdravje je res največ, kar imamo, in z optimizmom skupaj gledamo. Mi imamo tudi volilno leto, jaz si želim, da ne bo preveč divja ta predvolilna kampanja, ampak da bo tudi dovolj razuma in argumentov, da bomo ljudi uspeli prepričati v neko varno, drugačno pot Slovenije naprej. Glede na to, da je v teh dneh tudi ta praznični čas, pa če še imate za naše gledalke in gledalke tudi kakšno posebno sporočilo oziroma besedo? Ja, seveda želim vsem ene lepe, mirne, prijetne praznike in predvsem en zdrav začetek v novem letu. Želim, da se večkrat spomnimo, da živimo praktično v eni krasni državi, kjer imamo veliko znanja, veliko dobrih ljudi, da znamo potegniti skupaj, ko imamo izzive, da je ta solidarnost tista, na kar smo lahko ponosni. Tako da ljudem res želim veliko pozitivne energije, veliko optimizma. Vsak začne svoj dan s tem, da si ga ustvari sam, da si naredi najboljše, kar lahko. Na nas politikih pa je, da probamo ustvariti tako okolje, da bodo lahko ljudje živeli dostojanstveno. Tako da mirne praznike, srečno novo leto, veliko zdravja vsem in na boljše leto, kot je bilo letošnje. Gospa Tanja Fajon, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimive besede. Hvala za povabilo. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.